zgodovinar, docent za zgodovino novega veka v tej hiši, se pravi na oddelku za zgodovino, predsednik sekcije za okoljsko zgodovino za vzhodno Evropo. V začetku letošnjega leta izdal pri Avstrijski akademiji znanosti v soavtorstvu v zbirki interdisciplinarne perspektive eno mogočno monografijo. Eno temeljno delo, ki ga bomo danes predstavili. In to je danes tudi namen našega srečanja, da knjigo predstavimo, da vas povabimo, da si tudi vi vzamete čas in se poglobite v njena sporočila. Kdo smo z vami? Seveda glavni in prvi avtor dr. Žiga Cvikl, ki bo tudi pričel današnje srečanje, ampak tudi mnogi njegovi kolegi, ki bodo osvetlili tole delo z različnih zornih kotov. Seveda zgodovinar dr. Marko Štukec in pa mlada raziskovalka Andrina Kotar, seveda geografinji, doktorica Barbara Lampič in pa doktorica Jelena Slavič in pa še kolegica gradna ekonomistka, doktorica Tanja Šumrada. Moje ime je Nevenka Bogataj, ki bom samo malce vodila in sem zdaj že prišla pravzaprav do točke, da povem, kako bo naše srečanje potekalo. Glavni prvi avtor bo seveda začel in povedal, kako je pristopil k ciljem, ki so zdaj doseženi sedaj. Sledili bodo odmevi, razmisleki predstavljenih kolegov, ki se bodo vsak na začetku, kljub temu, da se mnogi že med sabo poznate, saj kratko predstavili naši publiki. Potem pa mikrofon predam tudi vam. Tako da si kar zabeležite ali pa podobno poslušajte, da boste se pravzaprav odzvali v naš zaključek. Dovolj za začetek, prav je, da beseda dobite. Povejte vi in naj pravzaprav vas izobne na začetku, zakaj ste se tega lotili? Kaj je tisti motiv, ki vas je pritegnil k biodiverziteti v Alpah, ravno v Alpah? Zakaj je ravno travniški agroekosistem? Izvolite. Lepo zdrav vsem. Se pravi, zakaj ravno biodiverziteta in v Alpah? Gre seveda za izrazito aktualno temo, ki jo velja osvetliti v zgodovinski perspektivi. Tukaj gre seveda tudi za pomembne osebne izkušnje in se zahvalim Cilki Mlaker, ki je danes z nami. 10 let sem imel možnost z njo delati na krstenici in seveda sem na tej podlagi lahko boljše razumel marsikatere med temi podatki. Potem je na nastanek te knjige pomembno vplivala tudi pot v vzhodne Karpate leta 2015 po zagovoru dizertacije z Rokom Dovjakom, ki je tamle. In takrat sem v bistvu na namen, da bom bolje spoznal žitno pridelavo na gorskih območjih, ker to je ena tema, s katero sem se soočal tudi v sami doktorski dizertaciji. No, ko sem prišel tja v vzhodne Karpate, sem videl, da seveda žitne pridelave tam ni več v gorskem svetu, da pa imajo obilo vrstno bogatih travnikov, o katerih sem si tudi precej prebral, preden sem se podal na to pot. Zdaj pa skratka na kratko predstavil to knjigo. Torej, še pred kratkim, še leta 2009, je bilo zapisano mnenje, da je to v bistvu tema zgodovina vrstno bogatih travnikov, zmernih geografskih širin v Evropi, o kateri v bistvu ne moramo napisati kaj dosti, ker obstaja v bistvu samo precej malo podatkov, da niti pisni veri, niti arheološki veri, niti paleoekološki veri ne ponujajo neke dovoljšne količine podatkov. No, seveda takšne trditve so tipične za odpiranje nekih sorazmerno novih raziskovalnih tem. Če se ozremo v zgodovinopisja, lahko hitro vidimo, da so se podobne trditve pojavljale o zgodovini žensk, o okoljski zgodovini nasploh, recimo dobre pol stoletja nazaj. In seveda, ko se raziskovalci bolj poglobimo v tovrstne arhive in ostale vire, ki so tukaj relevantni, hitro ugotovimo, da v bistvu ta trditev ne drži, da je samo treba presedeti precej časa v arhivi, zbrati precej podatkov na terenu, pa je mogoče pisati tudi o zgodovini vrstno bogatih travnikov. Efektualni pregled zgodovine, se pravi vrstno travišč nasploh, ki je objavljen bil pred nekaj leti, kot vidite v tem Oxford Handbook of Environmental History, se osredotoča zgolj na stepe.
Torej piše zgolj o stepah, ne pa o travnikih in pašnikih zmernih geografskih širin. Torej tukaj absolutno obstaja tema, ki jo je veljalo raziskati, o kateri obstaja precej sorazmerno malo raziskav. Logično, da obstaja tudi za to temo, torej da obstajajo številne objave, ki so tvorile solidno izhodišče za snov te monografije. Tukaj je naštetih samo nekaj med tistimi, ki obravnavajo zgodovino travišč v Alpah, in na naslednjem slajdu je naštetih nekaj objav, ki so ponudile pomembno primerjalno perspektivo. Šlo je torej po eni strani za objave o traviščih v Karpatih. Tukaj se zahvaljujem Blažu Božiču, ki je prevedel monografijo o tradicionalnem ekološkem znanju na območju vzhodnih Karpatov iz madžarščine, zato da je bilo mogoče primerjalno upoštevati v tej knjigi. Potem seveda je šlo za pomembne primerjalne študije iz Velike Britanije, iz Skandinavije in iz nekaterih drugih delov Evrope, ki so vse omogočale boljše razumevanje obravnavane teme. Tukaj vidimo zdaj strukturo predstavljene monografije, se pravi v uvodu sledi kratek pogled v rastlinske združbe, potem sledi kratek očrt trendov, torej spreminjanja površine travišč v Alpah od srednjega veka pa do 19. stoletja. V četrtem poglavju so potem naravne spremembe okolja v travniških ekosistemih v Alpah. Preden lahko upoštevamo še človeško povzročeno dinamiko travniških ekosistemov, je potrebno najprej pogledati v spreminjanje velikosti živine v času. Potem pa seveda sledi najobsežnejše, to je 6. poglavje o sami zgodovini gospodarjenja s travišči v Alpah in seveda tudi o okoljskih učinkih tovrstnega gospodarjenja. V 7. poglavju potem obravnavam vnos tujerodnih rastlinskih vrst pod vplivom človeka. Osredotočam se predvsem na tiste rastlinske vrste, ki so bile vnešene pred 20. stoletjem izbor takšnih. Potem v 8. poglavju obravnavam torej zgodovino travniškega nabiralništva, v 9. se nakratko ozrem k temi, ki je bila deležna za veliko raziskovalne pozornosti, torej opuščanje vrstno bogatih travišč v Alpah v 20. in 21. stoletju, in potem se v 10. poglavju ozrem še po današnji aktualnosti teh podatkov, sledijo pa še sklepi in seznam virov in literature. Struktura današnjega predavanja bo takšna: najprej kratek vpogled v tipe uporabljenih zgodovinskih virov, potem vpogled v interpretacijo zgodovinskih podatkov. Po eni strani vpogled v historično-kritično metodo, po drugi strani vpogled v ustvarjanje, torej v kontekstualizacijo podatkov iz virov pri okoljsko-zgodovinskem delu, torej kontekstualizacija podatkov. V tretji točki bom obravnaval ekstenzivnost oziroma intenzivnost rabe kot ključni dejavnik, ki zaznamuje tako travniške ekosisteme, kot seveda tudi njihov pridelek. V četrti točki se bomo ozrl tujerodnim rastlinam v alpskih traviščih kot živem pomniku vojnih grozot in potem še kratek sklep. Glavni tipi uporabljenih virov, po eni strani številni tipi upravnih virov, ustvarjenih predvsem s pravnimi in gospodarskimi nameni. Od urbarjev do računskih knjig, gradiva, ki so ga ustvarile komisije za uravnavo, odpravo, odkup služnosti v drugi polovici 19. stoletja, tranzicijski kataster in še nekateri drugi tipi upravne narave. Potem seveda dela historičnih ekspertov iz agronomije, iz botanike, iz medicine. Nadalje 45 polstrukturiranih intervjujev, primeri iz Podjune. Nadalje historični predmeti, deloma shranjeni v muzejih, deloma še na terenu. Tukaj vidite zelo zanimive primere zgodnje srednjeveških kos, namreč omogočajo nam razumevanje, da napredna kosa, kar smo vidimo tukaj, ki ima kot med rezilom in med kosiščem, ni šele iznajdba visokega srednjega veka, ampak da so jo uporabljali že vsaj v zgodnjem srednjem veku, če ne v pozni antiki. Torej takšna kosa je omogočala učinkovitejšo košnjo od tiste kose, starejše kose, kjer sta bila rezilo in pa držalo koplanat.
Nadalje seveda terensko delo, kulturna pokrajina kot vir podatkov za okoljskega zgodovinarja, okoljsko zgodovinarko. Tukaj gre po eni strani za historične preostanke v kulturni krajini, po drugi strani pa seveda za razumevanje procesov, ki v pokrajini potekajo. Ekoloških procesov in tudi drugih procesov. Stvari fotografije in slike, kot recimo na tem slajdu. Nadalje, podatki pridobljeni na ta način so bili kontekstualizirani po eni strani v kontekstu obstoječe literature, ki vključuje pa tudi paleookoljske študije, recimo tukaj predstavljene dendrokronološke analize ali pa velodne analize. Interpretacija zgodovinskih podatkov, torej prva zadeva, s katero smo zgodovinarji zelo dobro seznanjeni, nam je rutina, se pravi upoštevanje historične kritične metode, se pravi najprej iščeš po arhivih nekaj tednov, najdeš nek podatek, ampak ni še dobro dramatično. Treba se vprašati, čemu je nek vir nastal, v kakšnem kontekstu je nek vir nastal, kdo ga je ustvaril, zato da bi razumeli, ali so podatki v viru zanesljivi ali niso zanesljivi in ali so podatki v viru sorazmerno popolni, ali je imela oseba dobre vpoglede v temo, o kateri je pisala, ali pač ne. In naslednja točka, pri kateri se želim postaviti nekoliko dlje časa, sama kontekstualizacija podatkov iz virov. Se pravi, zadeva ne poteka ravno tako enostavno, kot se bo videla tale slajd, da bi lahko že kar v arhivu pisal besedilo svoje knjige. Vmes je treba razmisliti o zadevah in jih postaviti v ustrezne kontekste. To je tudi ena osrednjih nalog zgodovinarjev, da skratka razumemo kontekste podatkov, ki nam jih mediji sporočajo. Poglejmo si to na dveh praktičnih primerih. Najprej primer iz zgodovine namakanja travnikov. Pri tem namakanju travnikov je šlo seveda za eno izrazito delovno intenzivno prakso, ki je pa omogočala doseganje od polovice višjega pridelka do petkratnika pridelka, pač v različnih regijah ali v različnem času. Tukaj je šlo seveda po eni strani za omejevanje nevarnosti suše, po drugi strani pa seveda za vnos hranil v prst z vodo in še za nekatere druge procese, ki so vsi skupaj vodili v bistveno višje pridelke, ampak na podlagi izrazito delovno in časovno intenzivnih praks. Primer se bo nanašal na Podivno in zanimalo nas bo raba vode iz Klopinskega jezera za namakanje travnikov. Tukaj ne vidimo iztok iz Klopinskega jezera in to vodo so uporabljali tudi za namakanje travnikov. Ampak v skladu z določilom iz leta 1719, ki ga najdemo v virih gospodstva jezuitov iz Doberle vasi, njihovo rezidenco vidimo tukaj, ampak njihov arhiv ni več shranjen v sami Doberli vasi, njihov arhiv je shranjen v benediktinskem samostanu v Šentpavlu v Laboški dolini in tam najdemo podatek, da v skladu z določilom iz leta 1719 so bile v času od poznega februarja pa do 12. maja, kot vidimo, na voljo samo omejene količine vode za namakanje iz tega potoka. Namreč ribiči so takrat smeli v interesu ribolova zaradi vrstenja rib deloma zatreti odtok iz tega jezera. To je vse, kar nam vir sporoča. Zdaj pa je seveda naša naloga, da razumemo, zakaj ravno v tem času, katera je bila ciljna vrsta rib in zato, da bi se v to poglobili, moramo seveda nadaljevati z iskanjem po arhivskem gradivu. Prva postojanka naslednja je bila v tem kontekstu Nadškofijski arhiv Ljubljana, v katerem hranijo v fondu Kapiteljskega arhiva Ljubljana računsko knjigo iz leta 1684, torej vidimo približno 30 letja oddaljena je ta računska knjiga od obravnavanega vira. In seveda v tej računski knjigi izvemo, da so jezuiti iz Doberle vasi dejansko uživali dohodke od ribolova v tem jezeru, od ribolova v polovici tega jezera. Samo jezero je po tej računski knjigi označeno kot Rajnanken Zee, torej kot jezero Ozimic.
ozimico bomo videli na enem od naslednjih slajdov, vidimo jo tukaj. Gre skratka za ribo iz družine salmonidov, sorazmerno majhno ribo, običajno tehta okrog pol kilograma, lahko tudi nekoliko več. Torej, Klobinsko jezero je v računski knjigi iz leta 1684 označeno kot jezero Ozimic. In kako bi nam zdaj to pomaga razumeti delno zapiranje iztoka iz tega jezera med poznim februarjem in zgodnjim majem. Izkaže se, da ta podatek v resnici ni uporaben. Namreč Ozimica se, kot nam samo ime pove, drsti po zimi med novembrom in januarjem, vrh tega njene ikre potem potonajo naprot ali pesek na dnu jezera. Torej, Ozimica očitno tukaj ni bila odgovor, zato je veljalo nadaljevati z iskanjem po arhivskem gradivu in ugotoviti, katere še so bile ribolovno pomembne ribje vrste v tem jezeru v zgodnjem 18. stoletju. Namreč, kot vidite, nenavadna situacija se odraža v dejstvu, da bomo tukaj opravka s sorazmerno velikim jezerom, ki pokriva več kot 1 kvadratni kilometer in ki dosega globino skoraj 50 metrov. Se pravi, sama razpoložljivost vode v jezeru kot celoti ni nikoli bila vprašljiva. Ravno tako prezračenost te vode, recimo, ni bila vprašljiva. Se pravi, šele ko bomo razumeli, katera je bila zdaj ciljna ribja vrsta, bomo lahko razumeli, zakaj je bilo pomembno, da so iz tako velikega jezera v delu leta omejili odtok v interesu ribolova. No in ko smo nadaljevali z iskanjem v virih iz arhiva v arhivu v Šentpavlju, sem ugotovil, da so bile ravno tako ribolovno izrazito pomembne ribe v tem jezeru v tem času, sta bila ščuka in pa krab. No in seznam oziroma vir, ki govori o oddaji ribolova v polovici Klobinskega jezera v zakup leta 1724, torej smo v istem času, nam navaja cene, ki jih je moral posameznik, ki je ujel posamezno ribjo vrsto, oddati temu zakupniku ribolova v tem času. In na podlagi tega vidimo, da sta bili najbolj cenjeni ribji vrsti ravno ščuka in krab v tem času, v tem jezeru, v tem konkretnem jezeru. No in tukaj se zdaj skriva odgovor na to vprašanje, zakaj ravno med poznim februarjem in zgodnjim majem torej so ribiči pravico delno zapreti odtok vode iz tega jezera. Namreč med najbolj cenjenima ribjima vrstama po standardih izdelanega časa v Klobinskem jezeru se ščuka drsti dejansko ravno v tem času, med februarjem in majem. No in zdaj seveda se izkaže še, zakaj je bilo pomembno, da so iz tako velikega jezera deloma zajezili odtok ravno v času drsti ščuke. Namreč za razliko od Ozimice, katere ikre potonejo na dno, na prodnato ali peščeno dno, se ščuka drsti v tistih plitvinah, na obrežni vegetaciji, torej na poplavljeni vegetaciji ali na vodni vegetaciji in prilepi tudi ikre na vegetacijo. In vidite, tukaj imamo opravka z jezerom, ki ima sorazmerno strme pobočja. Torej, pas teh plitvin, kjer se ščuka lahko drsti, je pa zelo omejen. In v primeru, da bi v mesecu po drsti ščuke upadla gladina tega jezera, bi to vodilo v pomor mladega zaroda. Na ta način vidite, poteka kontekstualizacija podatkov z nadaljnjimi konteksti, ki jih v okoljski zgodovini, z nadaljnjimi konteksti, ki jih ponujajo po eni strani sami viri, po drugi strani pa ekološke razlage. Ostajamo po Duni, drug primer nam bo ponazoril, kako pomembno je, da pri teh interdisciplinarnih razlagah upoštevamo tudi podatke iz različnih časovnih obdobij, tudi ti imajo potencial, da razložijo nekatere starejše podatke v pisnih letih. Kar vidimo tukaj je košnja nečesa, kar vir označuje kot zahr, v močvirjih na obrobju Goslinskega jezera 11. marca leta 1676. Zdaj moramo najprej razumeti seveda, kaj so posebni v jezeru. Če odpremo splošne slovarje, ne dobimo posebej pomenljive razlage, pomagamo pa si na srečo lahko s slovarjem koroške nemščine iz sredine 19. stoletja, ki ga je izdelal sam veliki Matijas Lekser, tudi avtor slovarja srednjeveške nemščine, veliko bolj znanega slovarja srednjeveške nemščine. In njem izvemo, da so na Koroškem, v koroški nemščini kot zahr označevali samo tiste mlade poganke, bodisi žit, bodisi mlade poganke močvirških enokaličnic, mlade listke močvirških enokaličnic, v času, ko te še ne poženejo stebri. To
To so torej kosili v aprilu leta 1676. In čemu bi to kosili? Čemu bi to kosili? Podatek ni osamljen, še nekaj takih podatkov imamo v pisnih virih, kot vidimo iz 17. in 18. stoletja. Torej, čemu so to kosili? Osrednji motiv je bilo seveda pomanjkanje krme v zgodnji pomladi, ki je bilo precejšnja stalnica vse do 19. ali zgodnega 20. stoletja. To pomanjkanje krme v zgodnji pomladi so spodbujali sami pašni redi, ki so določali, da sme kmetija v toplem delu leta na srenjskih pašnikih prepasti toliko živine, koliko jo bo prek zime prekrmila svojim lastnim sebem. Posledično je bila tipična strategija, da so prek zime redili nekoliko več živine, kot so jo lahko dobro prekrmili, ker se je potem ta živina najedla na pašnikih in so jo potem znatni delež tudi bodi si prodali, bodi si zakljali pred zaključkom pašne dobe. Skratka, to pomanjkanje krme v zgodnji pomladi je bilo pogosto do 19. ali pa zgodnega 20. stoletja, to je bil torej osrednji motiv. Kakšna pa je bila kakovost tovrstne krme? Tukaj imamo opravka z močvirsko krmo, vidimo, za katero najprej pomislimo, da je bila slabe kakovosti, ampak ne v zgodnji pomladi. Ampak ne v zgodnji pomladi in tukaj se zdaj pokaže pomen, torej primerjavo med podatki iz različnih zgodovinskih obdobij. Namreč, vidimo, v tem jezeru je prisoten navadni trst in dejansko v zgodnji pomladi je temperatura vode nekoliko višja od temperature zraka v delu dneva, posledično se seveda vegetacijska doba v močvirjih začne nekoliko prej kot v okolici. Ob tem je treba upoštevati še seveda dejstvo, da sploh v tistih močvirjih, kjer obstaja sorazmerno znatna količina hranil, recimo hranil, ki izvirajo iz odpadlega jesenskega listja, da je potem tudi ta dinamika rasti v zgodnji pomladi znatna, bistveno hitrejša kot v okolici. In odgovor zdaj teči v arhivu Republike Slovenije in sicer gre za vire, ki so nastajali v času vojne ekonomije Prve svetovne vojne, ko je Ministrstvo za kmetijstvo naročilo ekspertizo o kakovosti navadnega trsta kot krme v zgodnji pomladi. In kaj se je pokazalo? Da je to izrazita kakovostna krma, tukaj pa zdaj pride v igro še znanje mojega soavtorja, botanika Leonida Lasrana, ki je pojasnil, da seveda v zgodnji pomladi navadni trst in tudi nekatere druge močvirske enokaličnice počrpajo sladkorje, ki so bili shranjeni pod zemljo, v te mlade listke, v ta mlada stebelca, posledično so ti mladi listki, mlada stebelca močno hranljivi, rastlina pa tudi ni trda, kot postane poznaje tekom leta, posledično je to celo za mlečne krave, torej dobra krma, ki jo je mogoče uporabljati svežo ali pa suho. Skratka, tukaj vidimo, kako smo na podlagi podatkov iz časa Prve svetovne vojne lahko bolje razumeli podatke iz 17. stoletja, ko sem po drugi strani v Podjuni spraševal, ob tem jezeru obstaja tam ena samotna kmetija, ali kaj vejo o košnji v zgodnji pomladi, so rekli, res nismo, poznali pa so seveda pašo v maju, iz tega istega razloga. Gospa, ki je imela še osebno izkušnjo s pašo v tem močvirju, je podarila, torej, dokler ni trst visok približno 1 meter, da krave rade pojedo. Skratka, tukaj gre za kombinacijo podatkov iz mlajših obdobij in ekološkega znanja, ki nam omogoča razumeti podatke, in seveda gre za širši fenomen. Podatki iz Švice nam kažejo iz 18. stoletja, tukaj iz tega kraja Kerzers, iz te hare Kerzers, vidimo tukaj obširna močvirja ob jezerih. Krave so v delu 18. stoletja bile prek zime tako sestradane, da so izgubile mleko. Ko pa so v marcu se obilno spet napasle v teh močvirjih, so spet dobile mleko in se vidno zredile. Še bolj sestradane so bili volji v kontekstu dejanja ekonomije in tudi oni so se seveda vidno zredili ob tej spomladanski paši. Tukaj je šlo za širši fenomen močvirji, ne navedem samo še en primer iz južne Tirolske, kjer vidimo reko Adižo. Ob njej so se seveda pred regulacijami v 19. stoletju nahajala precej obširna močvirja, ki jih vidimo še tudi na tej karti iz 19. stoletja in že viri iz 12. stoletja omenjajo, da so gnali v ta močvirja ovce v marcu in aprilu, celo ljudje iz 10 ur hoda oddaljenih kmetij. Torej, to je bilo izrazito pomemben tip krme,
ta močerstva paša v zgodnji pomladi, kot tudi zaradi samega razvojnega cikla parazitov, ki tam sicer predstavljajo izzive za govedo, ti paraziti še niso predstavljali tolikšnega izziva, kot pa pozneje tekom leta in Prehajamo k tretji točki, k ekstenzivnosti ali pa intenzivnosti rabe, ki ključno zaznamuje tako travniške ekosisteme kot travniške donose, travniški prijetnosti. Vir, ki je tukaj uporabljen, urbar urada Kapla, železna Kapla, torej središče tega urada, ravnotežjega iz leta 1567. In kaj vidimo? Specifika tega urbarja, nekaj kar najdemo le v redkih urbarjih, je poleg podložniških obveznosti, poleg dajatev, ki so jih morali podložniki oddati, poleg nekaterih pravic do rab naravnih virov, ki so dokumentirani v urbarjih, še opisi kmetij samih. In te kmetije v uradu Kapla so se nahajale torej v Karavankah med Lobnikom na severu, to je dolina, ki je vzhodno od železne Kaple, in med Jezerskim na jugu. In kaj vidimo? Eden od podatkov, ki ga ta urbar navaja, je tudi količina sena prve košnje in količina otave, ki jo vsaka od kmetij spravi. Zdaj bo najprej treba razumeti, ali se na en voz, ker imamo tukaj podmersko enoto voz v tem urbarju, ali se je na en voz naložilo enako sena prve košnje in približno primerljivo količino otave ali ne. Moj pomislek je temeljil na dejstvu, da je otava seveda bistveno krajša, posledično bolj sipka, in zato sem se sprašal, ali je voz otave mogoče bistveno manjši od voza sena prve košnje. Izkazalo se je, da ne. In tukaj so pomagali po eni strani podatki starejših informatorjev, in drugi strani pa podatki zbrani strani etnologov z 20. stoletja. Tukaj vidimo primerljivo količino sena na obeh vozovih. Voznica tega voza je pa na srečo še živa, kajti Cevc je zgolj napisal, da gre tukaj za prevoz sena, ona je pa podarila, jaz tukaj vozam otavo in tukaj lahko vidiš, mi smo otavo vidno v rjuhah vozili, na ta način smo stabilizirali in lahko naložili na voz približljivo količino kot sena prve košnje. In zdaj pa treba samo še dokazati sodni zapisniki 17. stoletja, da so že takrat uporabljali rjuhe pri delu za otavo in to sem lahko dokazal. Na ta način zdaj vidimo, da so ti podatki primerljivi med seboj, torej v količini sena prve košnje in druge košnje pri merski enoti voz. No in zdaj bo mogoče narisati takle graf, ki upošteva naslednja dejstva. Po eni strani, da na negnojenih travnikih, da so negnojene travnike kosili zgolj enkrat. Po drugi strani so zmerno gnojene travnike kosili dvakrat. Vrh tega je treba upoštevati dejstvo, da je količina edine košnje v negnojenih travnikih v najboljšem primeru polovica skupne količine sena prve košnje in otave iz zmerno gnojenih travnikov. In ob upoštevanju tega dejstva je bilo mogoče zračunati seveda približke razmerja med površino negnojenih travnikov in med površino zmerno gnojenih travnikov znotraj kmetije, naravne kmetije, za 53 posestnih enot, tipično samotnih kmetij, tukaj v osrednjem delu Karavank, sredi 16. stoletja. Torej, kaj vidimo na tem grafu? Vsak stolpec prikazuje eno kmetijo, zeleni deleži stolpca prikazujejo delež negnojenih travnikov znotraj vseh travnikov kmetije, vijolični deleži travnikov prikazujejo pa delež zmerno gnojenih travnikov znotraj vseh travnikov. Legenda je v obeh primerih na levi strani, legenda na desni strani se po drugi strani nanaša na te rombe, ki pa označujejo absolutno količino sena prve in druge košnje skupaj na kmetiji. Torej, rombi nam povejo samo, ali gre za kmetijo z majhno travniško površino ali za kmetijo z veliko travniško površino. Legenda je na desni strani. Bistveno sporočilo tega grafa, tipična kmetija v osrednjih Karavankah je sredi 16. stoletja gnojila samo nekje med 15 in 30% celotne travniške površine, ostale pa ne. Razlog seveda gnoje šel primarno na njive, ampak ta graf se zelo lepo ujema s širšimi ugotovitvami iz srednje Evrope, ki podarjajo, do 19. ali celo do zgodnjega 20. stoletja so med travniki v pokrajini tisočletja izrazito prevladovali negnojeni.
In kot posledica tega večtisočletne prevlade negnojenih travnikov je glavnina travniških organizmov, tako rastlin kot živali, evolutivno prilagojena ravno na negnojenih. Z vidika biodiverzitete so seveda ti negnojeni travniki prava vroče točke biodiverzitete. Marsikateri primeru nekje med 50 in 65 rastlinskih vrst, tam raste na 50 kvadratnih metrih travnika. Bolj desno, ko greste na tem grafu, bolj intenzivno je gospodarjenje s travnikom. Tukaj vidite pa število rastlinskih vrst na 50 kvadratnih metrih. Tukaj je samo nekaj primerov travniških rastlin in rastlin travišč, ki rastejo zgolj na negnojenih traviščih. Vse bil orhideje, lilije, največji. Biodiverziteta živali je še višja od rastlinske biodiverzitete. In v nekaterih ekstremnih primerih, kot je tale kompleks travnikov Musn na Koroškem, vidite, da so našteli v enem samem travniškem kompleksu negnojenih travnikov okrog 1000 živalskih vrst. Med njimi okrog 670 vrst metuljev, med njimi okrog 220 vrst pravih travniških specialistov, potem več kot 100 vrst pajkov, potem so tukaj seveda čmrlji, kobilice in čim. Skratka, res pravi vroče točke biodiverzitete so tudi negnojeni travniki. Zdaj nas pa seveda zanima še gospodarski vidik. Ravno donosi so po tih negnojenih travnikih najnižji, višji so donosi in pa zaradi odsotnosti gnojenja pridejo najbolj do izraza rastiščne razmere v tem kontekstu, da je tudi kakovost cena najbolj raznolika od različnih negnojenih travnikov. To je bil primer travnikov, ki so dejali sorazmerno kakovostno seno, čeprav so bili negnojeni. Travniki pisane vilovine, vedno zelenega šaša, v kateri so pogoste planike, potem inkluzije osvišč, kot vidite tukaj. Naj poudarim, da so marsikje v Alpah posili travnike več kot 2000 metrov visoko. Najvišji travniki v Alpah so se nahajali nekje 2700 metrov visoko. In kakovost takšnega sena je bila izrazito visoka v kontekstu vpliva tega sena na zdravje živine, vonja tega sena in posledično vonja izdelkov, mlečnih izdelkov, in seveda tudi v kontekstu maščob, torej surovih maščob je v takšnem senu skoraj 4-krat toliko kot v najbolj intenzivnih travnikih iz dolino. In to je bilo v zgodovini izrazito pomembno, zato ker vse do razširitve kakovostnih sedarskih receptov iz Švice v 19. stoletju je bilo ravno maslo, v marsikaterem primeru ključni tržni produkt, torej alpske živinoreje. Ravno tako, torej, izrazito kakovostno seno v tistih negnojenih travnikih, kjer je veliko metulnic, v tem primeru imamo tudi veliko beljakovin v takšnem senu, sploh recimo alpska medenica, da je izrazito kakovostno seno. Po drugi strani pa seveda najdemo med negnojenimi travniki, in to je tudi močno razširjeno, tudi takšne združbe, ki so dajale izrazito slabo kakovostno seno, kakršno je volkovje, tukaj na sliki, sivka, v kuhinju, torej izrazito trda trava, daje slabo kakovostno seno, izrazito kratka, se pravi majhen predel in še izrazito težko je pokositi. No in seveda zaradi teh velikih razlik v kakovosti sena so kmetje uporabljali seno na dobro premišljen način. Tukaj vidimo primer kmeta iz 17. stoletja, ki je teleta, ki so jih odstavili že zelo kmalu od krav, zanje prihranil torej najboljše hrano, zato da so potem dobro rasla brez mleka. Treba je pa pri tej prevladi negnojenih travnikov upoštevati dejstvo, da je bila živina bistveno manjša kot je danes in da je povprečna kmetija redila seveda bistveno bolj raznovrstno živino kot pa danes. Se pravi, za ovce, koze, za konje, osle, da je bilo na tiste dni, ko konji recimo niso delali, je bilo dobro najslabše seno. Po drugi strani pa seveda so za mlečne krave prihranili boljše seno, ampak tudi mlečne krave, kot vidimo tukaj, so bile bistveno manjše. Torej živa masa krave recimo v 17. stoletju v marsikaterem primeru samo 150 kg. In potem ob določeni meri variabilnosti, potem pa se v drugi polovici 19. stoletja velikost goveda podvoji, kar je povezano z vrsto dejavnikov, od boljše krme, ki je povezano tudi z uvedbo detelja v kolobar,
do seveda vprašanja pasem, do vprašanja, kdaj so prvič pripuščali kravo v piku, ker po parjenju potem krava v bistvu ne raste več. Skratka, vrsta dejavnikov je vplivala na to povečanje živine. Večja živina pa seveda zahteva tudi kakovostnejšo krmo. Zato je danes bistveno teže uporabljati krmo iz negojenih travnikov, ki je to v zgodovini. No, in vendar, da seveda daljša časovna perspektiva privede tudi do današnjih izzivov travniške biodiverzitete. Takšen travnik, kot ga vidite na tej sliki, daje seveda izrazito kalorično krmo, daje velike količine krme, ampak daje monotono krmo, kar pomeni, da je nujno potrebno dodajati določene krmne dodatke industrijske, zato da živina sploh ostane zdrava. In vrh tega seveda z vidika biodiverzitete, in kot vidimo izrazito majhno število rastlinskih vrst, v bistvu nobenih rož več. To pomeni, da seveda najprej iz travnikov izginejo žuželke, zato ker na cvetovih trav več ne najdejo krme, torej ne najdejo hrane, trave so vendarle vetrocvetke ali pa se samo prašijo. Ob tem seveda intenzivno gnojenje zastrupi številne travniške živali. Ob tem je treba upoštevati, da je mikroklima v takšnem travniku bistveno hladnejša od recimo negnojenega ali pa zmerno gnojenega travnika, ker so rastline višje in vegetacija gostejša. Evolutivno so pa živali tisočletno prilagojene predvsem na negnojene travnike. In seveda tudi samo vprašanje zavetja, ki ga zgodnja košnja izvodi povečji. Posledično seveda se dogaja v današnjih takšnih intenzivnih travnikih, ko je šlo v prave biodiverzitetne krize. To kažejo tudi številčni podatki, Tanja Šumrer, da se s tem posebej ukvarja. Kot vidite, v enem samem desetletju, v zgodnjem 21. stoletju, so populacije tistih ptic v Sloveniji, ki spadajo med travniške specialiste, upadle za okrog 40%. To je del širšega evropskega procesa. In zadeva seveda nikakor ne zajema samo ptic. Populacije, torej kobilc, kot vidite tukaj po podatku iz poznega 20. stoletja iz spodnje Avstrije, tisti, ki so vezane na negnojene travnike pod spodnjim visokogorskим pasom, so upadle, torej 70% teh vrst kobilc je bodisi izumrlo, bodisi jih je ogroženih ali pa potencialno ogroženih in 60% vrst metuljev takšnih travnikov je bodisi izumrlo, bodisi so ogroženi ali potencialno ogroženi. Se pravi, na levi strani tega slajda vidimo en zapis, ki z vidika nas vseh dojet kot absolutno absurden. Se pravi, da ne bi odstranili planike na strmih pobočjih v Alpah, zato da ne bi drzna mladina se poškodovala ali pa celo umrla med nabiranjem planik. To je seveda citat iz časa množičnega nabiranja planik. Eno samo dunajsko podjetje je v zgodnjem 20. stoletju oglašalo 3 milijone sveže nabranih planik, ki jih ima na skladišču, in takšnih podjetij je bilo precej. Po drugi strani, na desni strani tega slajda imamo današnji intenzivni travnik. Skupno obema polovicama slajda je pa ne, lokacija ne. Prav vas v Alpah, tega vidite, ja. Izrazito antropocentrična perspektiva. Se pravi, mi seveda rabimo določen delež intenzivno obnovljivih travnikov, preveč nas je na svetu, da bi želeli samo ekstenzivnih kmetijskih ekosistemov, je pa izrazito pomembno, da se ohranimo Evropo. Da ne gremo po poti zahodne in severne Evrope, kjer vrstno bogatih travnikov praktično ne več. No, skratka, po eni strani imamo zdaj več možnih izbir, kot kadarkoli gospodarjenju s travniki. Imamo tudi v splošnem več znanja, ki pa je vendarle precej tudi neenakomerno razporejeno o po eni strani gospodarskih, po drugi strani okoljskih vidikih travništva. Hkrati se pa soočamo s tolikšnimi okoljskimi izzivi v travnikih, kot se nismo še nikoli. Rezultat je seveda manj prostora za naključne odločitve vseh nas, tako potrošnikov kot pridelovalcev, ne samo pridelovalcev, kaj podpiramo s svojimi prehranjevalnimi navadami in posledica je tudi večja odgovornost, že spet nas vseh. In seveda vseživljenjsko učenje je eden od ključnih mehanizmov, s katerimi lahko
ki lahko prispevajo k upajmo preseganju te biodiverzitetne krize. In seveda, če se bomo izkazali kot dovolj civilizirani, bomo po eni strani občutili nelagodje, če bomo kupili več hrane, kot jo potrebujemo, seveda moramo zmanjšati zametovanje hrane, to je že eno od optimizmov. Potem bomo občutili nelagodje, če bomo kupovali zgolj hrano iz intenzivnih kmetijskih ekosistemov, seveda moramo kupiti predvsej take hrane, ampak pomembno je pa, da kupimo tudi nekaj hrane, ki podpira ekstenzivne kmetijske ekosisteme. V tem primeru, torej, če smo dovolj civilizirani, bodo kmetje za svoje delo cenjeni in tudi pravično plačani. Neohranjanje saj nekega dela vrstno bogatih kmetijskih ekosistemov bo pravno postalo nesprejemljivo. In če smo pri teh moralnih vprašanjih, še točka 4, ki se nanaša na tujerodne rastlinske vrste, kot žive podnike vojnih grozot. Poglejmo si predvsem kontekst ponosa navadne oblice v Bohinj med Prvo svetovno vojno. Tukaj vidimo torej jugozahodno fronto, Prvo svetovno vojno, prvo delu, od leta 1915 pa do leta 1917 seveda. In kot vemo vsi že dobro, vzhodni del te jugozahodne fronte je bila Soška fronta. In ravno tukaj v tem kontekstu Soške fronte je bila v Bohinj med Prvo svetovno vojno ponesena navadna oblica, ki jo vidimo tukaj na tem slajdu. V Bohinj je železnica seveda dosegla že pred Prvo svetovno vojno, potem je bilo potrebno ves ta tovor, ki je prišel v Bohinj za potrebe vojske, spraviti še približno 15 km od železniške postaje v Bohinjski Bistrici do Ukrca in nato še v hribe proti Soški fronti. In do jeseni leta 1915 je to vse potekalo predvsem z vozovi na konjsko vprego. Potem so postopno zgradili konjsko železnico po dolini in sistem žičnic v hribih, ampak še vedno so tudi konji ohranili pomembno vlogo. V povprečju je torej med Prvo svetovno vojno za vsakih 10 vojakov še potrebni 4 konji. In seveda to pomeni večje število konj v Bohinju kot kadarkoli do tedaj, ki jih je bilo potrebno pa seveda tudi prekrpiti. In tukaj je nastopila pa zdaj strašna težava. Namreč izzivom vojne ekonomije se je pridružilo še izrazito neugodno vreme od leta 1916 do leta 1918. Leta 1917 strašna suša v pozni pomladi in v zgodnem poletju in rezultat tega katastrofalna lakota konj v avstro-ogrski vojski. Tukaj vidite podatke zelo žalostne uradne vojaške statistike, samo na avstro-ogrski strani Soške fronte, samo med 1. februarjem in med poznim septembrom 1917, vidite, da je po uradni statistiki zaradi lakote poginilo ali bilo v stiski zaklanih več kot 31.500 konj. V 240 dneh to pomeni 5,5 konja v povprečju vsako uro 240 dni. In seveda ta prehranska stiska je bila največja znotraj celotne jugozahodne fronte, ravno na območju Soške fronte, ravno, če smo preciznejši, na območju Soške armade, avstro-ogrske pete armade. Torej, na tem grafu so različne avstro-ogrske vojaške formacije na različnih odsekih jugozahodne fronte. Rdeča črta nam pa kaže zdaj to Soško armado, vse ostalo je zahodneje od Soške armade. In seveda rezultat te sestavljenosti konj, ki jo podpirajo tudi podatki civilistov, ki so opazovali konje, ki crkujejo ob cestah, potem uradne vojaške statistiki, ki navajajo, da so številna žrebeta poginila, ker so sestradane kobile izvrgle ali pa niso imele mleka potem. Se je seveda kazala v izrazito pretirani paši, izrazito pretirana paša pa vodi številne preslege v travni ruši, posledično so se te rastline, katerih seme je bilo prenešeno z dovoženo krmo, lahko dejansko prijele in torej izrasle v Bohinju in se tam naturalizirale sčasoma in celo postale invazivne, če govorimo o navadni oblici. In če pogledamo zdaj eno tuje poročilo botanikov, angleških, ki so si gledali Bohinj, označujejo navadno oblico kot eno najbolj razburljivih botaničnih najdb. Seveda, kot zgodovinarji se lahko vprašamo, je navadna oblica v Bohinju res samo ena najbolj razburljivih botaničnih najdb. Vendarle,
navadna ognjica ne bi bila vnešena v Bohinj, če ne bi bilo strašnega trpljenja tako ljudi kot živine. Spomnimo se na statistiko Prve svetovne vojne, v kateri je umrlo okrog 10 milijonov vojakov in še približno podobno število civilistov. Kot vidite, milijone je bilo pogrešanih, na desetine milijonov ranjenih in masa, torej zaradi vojne poginulih konj, je bila večkratnik mase ubitih zaradi vojne ubitih ljudi. V tem kontekstu navadno ognjico v Bohinju lahko interpretiramo kot živi pomnik vojnih grozot, vseh teh stisk, ki jih vojna prinese, vsakodnevnih stisk in tudi traumatičnih in tudi fizičnih dolgoročnih posledic, ki jih je vojna pustila, je živi memento zaklona vrednot v vojnem času in seveda vključno z vojno psihozo, ki je vplivala na odločitve, ki so škodljive tako človeštvu kot okolju. Čas je torej, da navadno ognjico umestimo v obstoječo pot miru, ki že prečka Bohinj in prav prečka tudi poteka teh njenih rastišč. Namen te poti pa, kot si dobro vemo, je spodbujati mir in vzajemno sodelovanje na podlagi vojnih dediščin. Sklenjam je torej, da monografija Historical Biodiversity in the Alps, Rust and Agroecosystems in the Last Millennium obravnava historične vzajemne interakcije med človekom in ostalo naravo v travišču v Alpah, ob tem pa osvetljuje tudi današnji pomen teh zgodovinskih projektov. Jasno pokazali, v čem je monumentalnost teh igre, ne v tem silnem obsegu, ki ga takoj opazimo, ampak v marsičem, kar ste zdaj sami povedali, ne bomo tudi povzemali, zato bom v besedi povabila najprej kolega, zgodovinarja, dr. Marka Štukljica. Izvolite. Hvala lepa za besedo, v monumentalnem predavanju je težko človek najde kakšno besedo. Pa vendar ne, jaz bi poskušal postaviti Žigo Žepnico, v kontekst historiografije, se pravi, vse popolnoma jasno, s čim se okoljska zgodina ukvarja z novega pisarice, ki je popolnoma jasno. Pa vendar ne, da se neka zgodovinska poddisciplina spostavi, jasno poddisciplina pač potrebuje nekaj elementov. Prvi tak element je tematika, to je prva stvar. Tema je okoljske zgodovine popolnoma jasna. Na eni strani seveda, kakšno je bilo naravno okolje v preteklosti, če je pa seveda vprašanje, da je to naravno okolje naprej dano, gotovo je dano vsake generacije posebej. Potem pa seveda tisto, kar je, torej kakšna je bila klima, kakšno je bilo podnebje, kakšne so bile rastline, kakšno živalstvo, gozdove, skratka, vse te naravne komponente, ali vse komponente narave so pač predmet okoljske zgodovine. Zlasti pa seveda predmet okoljske zgodovine interakcija med človekom in med okoljem. To svoje, ta interakcija je obojestranska seveda. Vedno bolj pogremo proti sodobnemu času, bolj se zdi, da je človek tisti, ki obvladuje, ampak vedno bolj pa tudi ugotavljamo, da je narava tista, ki pravzaprav v nek način vrača v danes. Ta interakcija med okoljem in človekom je ena od temeljnih značilnosti predmeta historične okoljske zgodovine. Potem pa seveda človeku se gre za njegovo tehnologijo, za njegovo znanje in seveda tudi za družbeni okvir, v katerem se odvija ta interakcija med človekom in med okoljem. Druga plat, pa drugi vidik okoljske zgodovine je pa ta socialni in politični vidik, ki zadeva, ta je manj specifično okoljsko zgodovine, ta se zelo približuje socialni zgodovini. To je tisti vidik okoljske zgodovine, ki se ukvarja z regulacijo naravnih procesov oziroma narave, to se da pomeni na eni strani zaščito določenih naravnega okolja, ali zaščito pred škodljivimi učinki človekovega delovanja. To, kar zelo poznamo že v srednjem veku, pa v zelo novem veku, s tem, da se posamezne umazane obrti locirajo ločeno, pa stran od središč mesta, pa stran od rek, na stranske reke, recimo. Tipično za tak primer, recimo v Parizu, da v 18. stoletju umaknejo strojarne iz
ocene neki drugi reki, in potem ta reka djeva, da se imenuje, je potem postane onesnažena. Potem recimo zaščita gozdov, gozdne redi so tipični taki med, ko se oblast poskuša zaščititi, zato ker oblast ugotavlja, prvič je to gozde legalno, zdi se to davke, ampak prvič ugotavlja, so škodljive posledice prevelikega sekanja in pač z gozdnih redi poskuša regulirati. Potem drug tak način tega vidika, družbenega vidika okoljske zgodovine je omejevanje dostopa posameznih skupin do določenih resursov. Če vzamete recimo kmečko vojno 1525, tam je ena od glavnih zahtev, kmečkih zahtev, ta je, da se jim ponovno dovolilo, da se jim dobi, tako kot je bilo običajno, dostop do slovenske zemlje in dostop do ravnih gozdov, kar je za kmečko gospodarstvo seveda bistvenega pomena. Potem recimo imate v Indiji, recimo pa v Maroku, ki so nomadi odganjali, ki so pač hoteli žitna polja, francoski kolonizatorji, zakoti žitna polja posvijati. Potem tretji vidik okoljske zgodovine je pa ta bolj kulturno-zgodovinski, ki se pač zgodovinari sprašujemo, da se sprašujejo, kakšni so koncepti v zvezi z naravo v preteklosti. To se zelo jasno pokaže, tam nekako od 16. stoletja naprej, bolj kot prej, pa tudi že prej je to jasno, pa ne samo v Evropi, ampak s nastavom kapitalizma ali pa z uveljavljanjem kapitalističnih gospodarskih motivov, je narava vedno bolj doživeta kot predmet, ki ga lahko človek izkorišča. Potem je recimo razna vednost v zvezi z naravo, kako narava funkcionira. Potem razna prepričanja, recimo, da so pač, kaj bi rekel, poplave, vulkanski izbruhi, bolezni in tako naprej. Bodi si božja kazen, bodi si prerokovanje, recimo pojav poletna ptice, to bo pa nekaj groznega. To je tak vidik, tudi zelo okoljske zgodovine, ki je pa pravzaprav že bolj na kulturno-zgodovinsko plat navezan. In seveda vednost o naravi, kaj ljudje o naravi v nekem trenutku. Drug vidik, in to se pa je v Žigovi knjigi dosti jasno, vsi ti tri vidiki, tematski vidiki, so pravzaprav v Žigovi knjigi dosti jasno razločeni. Drugi vidik okoljske zgodovine je izrazita interdisciplinarnost. Tudi to so pa zelo vidiki. Na eni strani, to je do te vrste interdisciplinarnost, se pravzaprav že človek vpraša, ali je to sploh še zgodovinska veda. Tu se pravzaprav meje med naravoslovjem in družboslovjem oziroma komunistiko izrazito prišel. Čeprav seveda pri tej Žigovi knjigi je jasno, da je historično metodologija, pač moramo pogledati zgodovinske vire. Za analizo zgodovinskih virov so pač kompetentni zgodovinari, ampak krati je moral vprašati, celo vrsto drugih ljudi, da se bo pojasnili zvočene stvari. Krati se pa seveda še nekaj geografsko izobrazbe. In historična, ta okoljska zgodovina je, kot jaz vidim, v nekaj smislu deliš historične geografije, ki je pa relativno stara disciplina. Razvije se ta v Nemčiji 70, 80, 19. stoletja. In ta se razvije potem pravno ta koncept odnosa vpliva naravnega okolja na človeka, tudi na zgodovino, bolj v smislu determinizma. To je ta geografski determinizem, ki bo pa zdaj potem malo pozneje, francoski geografi, Vidal de Blanche, recimo, govorijo o geografskem posibilizmu. To se pravi prostor, narava, okolje, geografski prostor, to so bolj za geografijo kot prav mislim za geografski, topografski prostor, bolj kot za kakor drugega. To se pravi, prostor ponuja možnosti. To je potem povzel Lucien Febvre v svojih zgodnih delih, ki pa zapravo ugotavlja, da je odnos med geografskim okoljem in med človekom so dinamični. V zvezi s to interdisciplinarnostjo potem seveda iz interdisciplinarnosti sledi na eni strani izrazita raznovrstnost virov zgodovinskih, tudi to je tudi zelo jasno pokazano. Država vsi povedal, da je on uporabljal tudi literaturo. To je tudi, če ste brali njegovo knjigo, mislim, to ne morate prebrati v dnevih, ker je zvečer, da je že malo težko je. Vendar ne, on uporabljal tudi literarne dele. To je izrazita pisanost zgodovinskih virov, s tem povezana metodološka raznovrstnost. Tu treba uporabljati celo vrsto metod, ne samo historičnih, treba potem dejansko vprašati ribiče, pa botanike, da pojasnijo, kaj so
vsako humanizmo disciplino, se pravi, poleg teme, poleg metod in virov, je potem se napisala konceptualizacija. Zdaj, kakšne koncepte uporablja določena humanizmska poddisciplina, ta je pa zelo specifična. Ne? In tukaj je nekaj zelo specifičnih konceptov. Ne? Meni najbolj všeč, to je že ta koncept polnodojeni travniki. Zdaj si povedal, kaj pomeni polnodojeni, kaj so to polnodojeni, kako skusi povedati. Eno takih zelo zanimljivih konceptov je ta socialna, kako že ti temu pravijo, socialni metabolizem. Ker Žiga pravzaprav ušteva, mislim, da zelo ključno komponento sploh razumevanja zgodovine. On drži, da si to ni njegova publikacija, ampak študeva, agrarni sociometabolni režim, pa industrijski sociometabolni režim, med tema je bistvena razlika. In on v bistvu, kar pa zelo to povem, da človeška zgodovina pozna samo dve cezuri. Ena je agrarna revolucija, druga je industrijska revolucija. Med agrarno revolucijo in industrijsko revolucijo se ni zgodilo nič bistvenega. Kljub vsem ogromnim razlikam, če vi primerjate tam te prve agrarne družbe, potem 80-90 leti, pa recimo 80 stoletja, v tem ogromnem času, po teku časa je še vedno kmetijstvo temeljna človeška dejavnost, in medtem ko seveda za industrijsko revolucijo se pa stvari radikalno spremenijo. Ne v 10 let, ne jasno, 100 let. Vse verjetno smo tretjo veliko revolucijo, na srečo, to je moja generacija na srečo, da bo ne bomo. Naslednja značilnost agrarne, torej ne agrarne zgodovine, ampak okoljske zgodovine, torej interdisciplinarnosti, je transnacionalnost. Okoljski fenomeni niso nacionalno vezani. In to se tudi vidi, da se ukvarjajo v glavnih slovenskih prostorov, pa koroškim prostorov, vendar je poprimerjana analiza tudi s francoskim, pa italijanskim prostorom. Vsega gre tu vendar za eno transnacionalno sredino in še veliko dolgo trajanje. To je tipičen primer prav dodeljanskega dolgega trajanja. On si se ukvarja še pisal od 1500 do 1950, pa še ostali nekaj posega zdaj, pa še 2000. No, potem seveda pa, če govorimo o okoljski zgodovini kot o zgodovinski subdisciplini, se moramo vprašati, ki so izvori tega, ki so motivacije za to. Jaz so bil vidim, da sta pa zelo dve motivaciji, dve izhodišči za okoljsko zgodovino. Ena izhaja iz predmeta samega, to se pravi iz raziskovanja zgodovine same, se v nekem trenutku pojavi ta problem, kako pa pravzaprav je z odnosom z naravo v nekem določenem času, z odnosom človeka do narave. To je ta, jaz bi rekel, temu intrinzična motivacija zgodovinarja, nekaj pač nekaj trenutku in agrarne zgodovine se s tem že dolgo ukvarjajo. Se pa da, če bi dajmo kot primer agrarno zgodovino, torej zgodovino agrarnih panog. Se tam so vse te teme, imaš pašištvo, pa je živinoreja, pa je čebelarstvo, pa je namakanje, pa ne vem, očvirja, pač to vse nekaj, leta 70 je to šlo. To je en lik. Recimo, najbolj veliko značin primer tega, vse afera se že omenil, ampak predan Prodel. Prodelova knjiga o Sredozemlju v času Filipa II., to se pravi druga polovica 16. stoletja, poseča ogromno prostora geografskih značilnostih Sredozemlja. Od tokov morskih, vetrov, planin, plini, skratka, pri čemer je on seveda izrazito deterministično usmerjen. Ta njegova geozgodovina je tako rekoč negibna ali skoraj negibna zgodovina. No, pri Žigu je malo drugače, ker Žiga Oderov, ki upravljava oba režima in agrarni socio, kaj si že rekel, metabolni sistem in industrijski socio-metabolni sistem, je razlika zelo velika. Ta dinamika človekov vpliv izrazito pokaže. Hkrati je pa še ena zelo fina komponenta te knjige, Žigove knjige, ker kombinira makroprincip in mikroprincip. Krasno je čisto nekaj piše o koši na strmih področjih, ki pravi, ženska oblačila so se morali prilagoditi, zato ker je na strmih področjih nevarno kositi in je bilo pač treba krajše krila. Ženske so morali nositi krila do kolena, pa celo enako je že naprej bili
Božji konsekvenci. No, če je ena motivacija, pa eno izhodišče okoljske zgodovine, pa še tam v Trani, postavljanje vprašanje zgodovine stroke same, pa bistveno bolj pomembno ta zunanje, aktualistične, pa aktualni vidiki. To se pravi, vendar je zavedajo o tem, da človek dela škodo, in to se je pokazalo najprej v Ameriki v 70-ih letih, ki se ta okoljska zgodovina najprej pojavi. Pa tudi leta 1976 redijo, Environmental History, mislim, da je naslov. Potem se pa temu niti ne aktualističnem, aktualnemu vidiku pridruži pravzaprav še en vidik, razlaga, kaj se je pravzaprav zgodilo, zakaj je pride do osvojitve Amerike. In upaj, da zgodina Alfred Crosby, ki je najprej napisano tudi o Kolumbuskem menjali, ki je pa zaobljala, kako se je pravzaprav za odkritje Amerike, da nas celska kontinent, ki se bil popolnoma ločeni, kako se začnejo povezovati in kako je pravzaprav do prenosa ne samo rastlinnih živali z ene na drugo strani, pa z bolezni. In to je potem pravzaprav zelo spredilo razmišljanje o tem, zakaj pravzaprav Špancem uspelo v relativno kratkih časov si podrediti ogromni teritorij, zato ker je pravzaprav prebivalstvo Ameriko približno 70 milijonov padlo na 5 milijonov v 100 letih. Zanima pa to, če vi berete Prescota. Prescott je pisal o osvajanju Peruja, pa osvajanju Mehike leta 1846. On že piše o tem, da so te koze. Ampak ne konceptualizira tega, ne postavlja tega v kontekst. Tako da so ta Crosbyjeva študija, pravzaprav nekako lahko v predpostkolonialnih študij nekoli postavimo. Je zelo spremenila pogled na vzroki in zakaj pa zato Špancem uspeva ta kolonizacija. Po letu 1990 je pa ta zavest o klimatskih spremembah, pa seveda postavlja zgodovinski vidik, torej delalo podelila zelo povedno vlogo. In tu se seveda pokaže, kako zgodovinopisje odgovarja na probleme sedanjosti, s tem, da išče prvo historično perspektivo. In eden teh okoljskih zgodovinarjev, William Cronon, je nekaj napisal v knjigi, eden od največjih izzivov okoljske zgodovine, možnost mobilizacije zgodovinskega znanja za izboljšanje odnosa človeka z naravo. To je pa zdaj ta aktualni vidik, ki ga na koncu pa tudi žiga, podaril. Mislim, da tvoj osnovni motiv ni bil tam. Tvoj osnovni motiv je zvinjen izkaj iz geografije. In iz tega je bil notranje, intrizično, ne bi rekel vprašanje o okoljskih problemov. Ampak to, da se je pravzaprav okoljska zgodovina kot samostojna zgodovinska disciplina razvila, je pa izrazito zavest o klimatskih spremembah in o okoljskih krizah. Če vi pogledate, recimo, uvode v študij zgodovine, pa te knjige o zgodovinopisju, to leta 2000 pravzaprav poglavje v okoljski zgodovini. Če gledate, vi piše leksikon, ali pa različne te tematike zgodovine, ne pa se svojo socialno, kulturno, mentaliteto, vse boš okoljske zgodovine ni. Če v tej knjigi, ki si jo ti pokazal, Reliable Sources, pol strani o okoljski zgodovini. Če pa gledate knjige po letu, recimo 2005-2010, so pa Environmental History, pa ne vem, so pa prvo stanica. To je postala etablirana zgodovinska subdisciplina in jaz mislim, da je njegova ekvizica zelo pomemben prispevek k ne samo slovenski zgodovini, v širšem perspektivu svetovnem brigu. Hkrati pa dokaže neče so. Dobre knjige so rezultat dolgotrajnega, sistematičnega dela. Ne morejo nastati, to je po principu štepanja člankov vsako leto 5 člankov. Hvala lepa. Hvala vam. Nadaljevali z zgodovinskimi pogledi, pa bomo šli na obisk geografov. Doktorica Barbara Lambič, vi se ukvarjate z odrazom odnosov v prostoru in o vzajemnosti v teh
lepa. Glede na to, da sta bila najprej seveda Žiga in potem v nadaljevanju kolega res gosto besedna, bom jaz začela s tistim, kar sem hotela končati. Moderatorka nam je rekla, veste kaj, na koncu dajte občinstvo povabiti z nekaj stavki k branju ali pa k, a ne, in bom jaz začela kar s tem. Ne glede na to, da bi vmes omenjala, da je knjiga malo težka za večerno branje, sem jo jaz sama, ki je seveda nisem v celoti prebrala, ampak ko sem jo prelistavala in brala po delih, v bistvu nekako občutila in doživljala kot neverjetno, ne bom rekla samo prijetno in zanimivo branje, ampak dejansko branje, ki te potegne približno tako, kot nas je kot so nas potegnili primeri, ki jih je Žiga danes predstavila. In ni res, da je to težko branje, zahtevno branje, to branje je izjemno zanimivo in v bistvu je knjiga strukturirana in narejena tako, da niti ni tako pomembno, kje jo odpreš in jo začneš brati, ker pravzaprav praktično v vsakem tistem poglavju v 6. redu ali katerem vsega na redu najdeš točno vsebine predstavljene na način, kot jih je danes nam nekaj primerov predstavil Žiga. In na prvi pogled je res knjiga zgodovinarja, ker je obsežna in debela, mi geografi, upam, da smo razen z redkimi izjemami malo bolj pragmatični. In sem se ustrašila, tako kot sem se ustrašila kazala in sem celo rekla, ko mi je Žiga še delovno verzijo pokazal in sem videla ta podpoglavje, sem rekla, joj Žiga, je treba to toliko strukturirati do 6. nivoja ali do kjerega že. Ampak zdaj, ko sem jo pa vzela v roki, pa je smiselnost urejenosti knjige na tak način. Tako da, ne glede na to, če nismo resni zgodovinarji, bomo to knjigo lahko prepoznali kot zelo zanimivo. Zdaj se bom pa vrnila nazaj k geografiji. Jaz mislim, da smo že iz tvoje predstavitve začutili, da si tudi geograf, in mi te ne damo kar tako samo zgodovinarjem. Vse si bil vzgojen tudi v našem okolju, malo za heca. In geografi v resnici se ukvarjamo predvsem z aktualnimi procesi in učinki teh procesov v prostoru, z odnosi med različnimi dejavnostmi, in vse to pravzaprav ta knjiga tudi vsebuje. Zdaj, zakaj mogoče sama, zdaj sem pač nekako v navezi z avtorjem, pa mogoče tudi, zakaj tukaj sedim, ker sem tudi sama se pred 3 desetletji ukvarjala z geografsko temo, s kmetijskim obremenjevanjem okolja, s čisto drugačno metodo, z drugimi pristopi, ampak sem danes, ko sem razmišljala vsem tem in ko sem te poslušala, videla, da so bile tudi že uni pristopi in moje metode že nekoliko historične, tako da je že skoraj tudi tisto zgodovinsko delo. Namreč z eno zelo tako kvantitativno metodo sem ocenjevala v bistvu intenzivnost različnih kmetijskih praks, kmetijskih sistemov, zelo geografsko, zelo tehnično, zelo računsko, za razliko od tega, kar imamo tukaj, kjer je v bistvu dejansko šlo za nek premišljen, dolgoročen proces, in je v bistvu na vse te stvari opozoril na en, bom rekla, tak zelo celovit sistem. In dve stvari bi samo izpostavila, ki jih sem nekako čutila skozi celo knjigo, pa ki jih mogoče velja zdaj v tem oziru izpostaviti. Govorimo o tej spremembi, ki smo jo doživljali skozi vsa ta stoletja in ki smo jo priča sprememba v kmetijstvu tudi danes in učinkih teh sprememb, intenzifikacije. In druga stvar, ki se mi je nekako zelo izrisala, ko sem tole brala, je
spremenjena vloga znanja, znanj, vedenja in pa veščin. Veščin kmeta, kmetovalcev, kot so in znam, kot so predstavljena tukaj noter in kot jih vidimo in doživljamo in spremljamo danes med današnjimi kmeti, med današnjimi kmetijskimi praksami. Začutila sem ta bistven preobrat, kako je Žiga preko neštetih primerov in vsebin iskal povezavo med reakcijami in med delovanjem ljudi v preteklosti v različnih situacijah, ki so morali v bistvu izhajati iz svojih izkušenj, znanj, vedenj, delovnih tradicij in so nekako poskušali preživeti, se razvijati, nadgrajevati in pa znanja, kot ga kmetje in tudi širša družba promovira in v bistvu predstavlja danes. V današnjem svetu se kmetje sami ocenjujejo kot kmetje ali pa kmetovanje znanj takrat, ko so sposobni maksimalno izkoristiti vse razpoložljive vire, sodobne tehnologije, sodobna orodja, sodobne stroje. In takrat jih razumemo kot napredne, sodobne in da znajo koristiti to znanje. Vendar, ko prebereš to knjigo in ko tudi mogoče malo bolj spremljaš kmetovanje danes, vidiš, da je prišlo do nekega, bom rekla, preloma ali pa, da se je nekje strgala en delček niti, se je strgal pri tistem dejanskem znanju, vedenju, ki ga bi moral nek kmet imeti, če hoče delati, delovati, obdelovati, pridelovati, ker mora še vedno pri svojem maksimalnem, optimalnem delovanju to znanje dejansko uporabiti, da bo učinek pridelovalni in tudi drugi učinki pač optimalni. In tukaj nekje se je ta nit natrgala, ponekod tudi že pretrgala. In bojim se, da bo treba kar nekaj naporov spet vložiti, da se bo ta vloga znanja, in sicer neposrednega znanja, ki ga človek, ki dela z zemljo in na zemlji, potrebuje spet vzpostavila. To se mi zdi, da v bistvu več kot sem teh primerov prebrala in bolj, ko sem o tem razmišljala, večkrat se mi je porodila ta v bistvu dejansko, bolj se mi je povečevala ta skepsa, ravno v povezavi s tem. Drug vidik je pa mogoče povezan še z to intenzifikacijo in pa s tema dvema sistemoma, agrarnim in pa intenzivnim, socio-metabolnim sistemom. Za tega drugega industrijskega pišeš, da ima dve fazi, jaz pravzaprav bi mogoče rekla, da smo danes priča že tretji fazi, ki ni povezana ne s prvo, ne s drugo, ampak dejansko s tretjo, ki jo bo treba še enkrat temeljito proučiti in tudi dejansko predstaviti. Tako da, ko bom zaključila kar s tisto svojo nalogo, kjer sem pred 30 leti obiskala več kot 500 slovenskih kmetij, ki sem jih seveda anketirala, da sem pridobila ustrezne podatke, da sem lahko potem z eno kvantitativno metodo energetskih ekvivalentov ocenila različno intenzivnost teh kmetij. In kadar sem obiskala kmetije v Visokogorju, ali pa tiste, kjer so imele večji delež travinja, sva imela tudi s profesorem Radinjo, s kaj sva skupaj, ki je bil moj mentor, nekako, ko smo te različne inpute, v bistvu podatke o teh inputih v kmetijstvu poskušali od kmetov pridobiti, koliko gnojijo, koliko pesticidov porabljajo in tako naprej, te količine, ko smo pridobivali, je bilo vedno nekako. Prvo moje vprašanje je bilo, ali kaj gnojite travnike, enkrat, veliko jih je še v
ne travnikov, pa ne gnojimo. Ampak to, kar si ti danes omenil, v teh 30 letih se je prav pri tretiranju, pri obravnavi travinja, tudi v Sloveniji, so se zgodili betonski premiki. Tako da, tukaj bom pa končala, so še 3 sogovornice in mislim, da smo že vse časovne roke, ki smo si jih zadali, prekržali. Tako da, hvala Žiga za to knjigo in mislim, da bojo vsi z veseljem vzeli. Smo mogoče tukaj pa dobili kakšno minuto. In bomo zdaj se vrnili nazaj v zgodovinski kotiček. Napovedala bom pa mlado raziskovalko Brino Kotar z eno mislijo, ki se nam razgleda v tej knjigi, ni strokovna, ampak je človeško lepo. Namreč zahvala vsem tistim, ki so grabili, negovali, uporabljali, trpeli in ljubili te travnike. Tako da, to se mi zdaj res toliko. Izvolite, Brina. Hvala. Jaz se bi rada malo navezala na to vednost, na znanje in delo, ki bo s tem povezano, ker pač, kot govori ta knjiga Travniki, očitno, kar se ti na prvi pogled niso nekaj naravnega, ampak so vse neki zgodovinski produkti in so rezultat dolgotrajnega kopičenja in prenašanja znanja oziroma vednosti, ki se skozi generacije oblikuje v konkretne kmetijske prakse in potem so te kmetijske prakse tudi ključni dejavniki identitete. Mogoče bi se tudi navezala tudi na ta koncept dolgega trajanja, ki ga je omenil Marko, ker sem rekla, pač travniki niso nastali zaradi ene odločitve ali enega trenutka, ampak so pač bili oblikovani skozi stoletja postopnega prilagajanja med človekom in okoljem. In jaz res ne cenim to knjigo tudi zaradi tega, ker se mi zdi v nekaterih razpravah v okoljski zgodovini, da je pogosto to stališče, da gre za človek proti naravi, ampak v resnici gre to za soobstajanje in sooblikovanje, se pravi, ker človek se trudi po najboljših močeh, da oblikuje narava oblikuje nazaj. Se pravi, se naše prakse, znanje in načine življenja in mislim, da so travniki eno dober primer tega odnosa. Ker kmetje s svojim delovanjem, zdaj to pišem, košnja, paša, gnojenje, irigacija in tako naprej, oblikujejo travnike, ampak se neizogibno morajo prilagajati tudi razmeram okrog, oziroma kjer živijo podnebju, reljefu, vrsti, rasti svojih živin in tudi svojim potrebam. In to konkretno lokalno znanje in praktično znanje, ki se potem oblikuje, se prenaša iz generacije v generacijo in večinoma ni bilo zapisano, oziroma vsaj do zdaj tudi je super zapisano, je pa tudi, mislim, da je zelo pomembno, da je en izmed virov, ki se upravljajo v tej knjigi, so tudi intervjuji in ostale izjave, ker na tak način dobimo res dobro pogled o tem, kako kmetje sami razumejo svoje delo, svoje prakse, svoje, pač svet, kako to bivajo z okoljem. In en tak primer, kako se te prakse ohranjajo, so dejansko skozi delovanje, skozi ukazovanje, skozi trud, skozi napake, skozi uspehe in tako se bolj tudi vzdržujejo. In če damo za primer čas košnje, kar je tudi omenjeno, kako je lahko kmet za dan to optimalen čas za kositi, ker če kosiš prekmalu, še ne uspe rastlinam dosti zgodi semen, da se potem to kvaliteta nadaljevala in če kosiš prepozno, je potem manj kvalitetna mrva. Se pravi, te tradicionalne prakse obstajajo v tem optimalnem trenutku, ko se kmet zaveda, da je to najboljše storitev glede na vremenske razmere, glede na lastne potrebe in tudi recimo vse možne dejavnike, kot katerimi tudi za gnojenje, se pravi, kdaj gnojiti, da se ne gnoji, se gnoji pravi čas, da se ima ta čas, da ima pač gnoj čas, da razpopi do te mere, da ne vpliva to na živino, ker kot sem prej rekla, pri košnji mora kmet poznati tudi svojo živino, kaj najbolj ustreza, česa ne sme jesti, s čim lahko potem kompenzira v trenutkih, ko je te hrane manj. Potem travniki, ki so gnojeni oziroma niso gnojeni, kako ubiti ta tempo, ko se lahko bolj šip glede hranila, ker to
ni neka univerzalna časovni potek, ampak ta proces je odvisen od konkretnega travnika tal, mikroklime in pa način narave. In mislim, da je v teh razlikah se kaže ta pomen mikroregij, ker kmetijsko znanje ni univerzalno, ampak je lokalno tudi. Kar velja za en travnik ali dolino, ne velja za drugo, kaj šele velja za enega kmeta, ki ima travnik na različnih področjih. In veliko znanja je zato težko zapisati ali pa popisati, ker je primarno vezano na konkretne izkušnje in kraje, predvsem pa na ljudi, ki živijo in delajo na tak način. In mislim, da je tudi zato zelo pomembna ta knjiga, ker nasprotuje nekim univerzalističnim pravilom in namesto splošnih podarja pomen lokalnih specifik in pač pokaže, da teh agroekosistemov ne moramo razumeti brez njihove prostorske in pa zgodovinske kontekstualnosti. Te agroekosistemi so tudi del tega, kar smo že večkrat omenili, torej tega agrarnega sociometaboličnega režima, torej ta način delovanja družbe, kjer so vse dejavnosti tesno povezane s sproženjem biomase in energije, se pravi travnikov, življenj, gnojenjem samih ljudi. In ta stalna odpetost v naravne procese zahteva zelo dobro poznavanje okolja, ker znanje ni nikoli abstraktno, oziroma poznanje specifično ni abstraktno, neposredno povezano z matermalnimi tokovi in pa preživetjem. Kako preživeti in kako obvladovati travnik neposredno vpliva na celoten ekosistem in v tem smislu so kmetijske prakse, neki vektori, ekoloških sprememb, ne bi pa tudi rada rekla, da se mu gre samo za spremembe, ampak gre tudi za vzdrževanje, da lahko kmetje nastopajo tudi kot varuhi s temi svojimi praksi ekosistemov. Ni pa njihovo znanje statično, če lahko zdaj tukaj povzamem citat, ki je naveden v knjigi enega kmeta iz Tirolskih Alp, ki je sodeloval na naravovarstvenem programu, ko je opisal, kako skozi to izkušnjo postal bolj pozoren na rastlinske vrste na svojih travnikih in potem tudi presenečen nad dejanskim številom različnih orhidej, je poudaril, da mu razumevanje pomena teh travnikov olajša delo in da želi to znanje prinesti na svoje otroke, da bodo lahko na ta način lažje prevzemali ali pa z večjim veseljem prevzemali odgovornost za zemljo. In mislim, da ta primer jasno pokaže, da znanje ni nekaj le iz preteklosti, ampak se aktivno sooblikuje poglavja in prenaša naprej tudi danes, ne samo iz praktičnih vidikov, ampak tudi iz izobraževanj, ki jih je dan današnji vse več, in da je tesno povezano z občutkom odgovornosti do krajine in ravno nasprotno, da se izgublja, če se ta občutek odgovornosti ali pa ta stik za zemljo, ki je zdaj s to intenzivno mehanizacijo kmetijstva izgublja. Rada bi se mogoče tukaj še omenila na eno izmed misli v okoljski zgodovini, tako imenovani definizem, se pravi ta ideja, da je zgodovina odnosov med človekom in naravo vodi v propad, ker, kot tukaj pokaže, živa predvsem v sklepi, da so opcije to, da to se ne konča v propadu, da tradicionalne kmetijske prakse ne vodijo nujno do uničenja narave, da pač sicer mehanizacija in vegetacija kmetijstva sta konkreten problem in nasploh naš sodobni način življenja, ampak v tem primeru se mi zdi, da je zelo pomembno zgodovinsko znanje, ker dejstvo je, da nekatere okoljevarstvene smernice so projektirane in lahko mogoče na ta način se to zdržilo do nekaj bolj optimalnega za kmete. Pregovorim samo o okoljevarstvenih smernicah, ampak tudi v teh političnih smernicah za kmetijstvo in za kmete nasploh, ki so prepogosto celo kontraproduktivne, se meni zdi. In ne mislim s tem, da je neko tradicionalno znanje dovolj, da bi rešili naše okoljevarstvene probleme, ki pač ni upremljeno, zato bi se njim uporila, zato se mi zdi ta sklep, ki ga pač navaja Žiga v konstantnem izobraževanju in po zaveščanju edina možnost, da se obrnemo v neko bolj trajnostno družbo. Znanje na ta način, da bi rekla, da znanje kot teoreto v tej knjigi in znanje kot Žiga ima, mislim, da to je ena zelo spodbudna popotnica. Hvala. Nekako naravno smo zdaj prišli na področje kmetijstva. Doktorica Tanja Šumrada, agrarna ekonomistka, boste o kmetijstvu bolj govorili ali bolj o ekonomiki? Mislim, da ne v enem, ne v drugem ali pa vsakem malo. Zdaj, jaz bi se najprej lepo zahvalil kolegom za povabilo. Vedno moram reči, da res uživam, ko poslušam kolege, ki so taki pravi družboslovci. Mi se imamo vedno malo tako za napol, ker smo pač večinoma
osnovi naravoslovci, pa smo nekako zajadrali potem v družboslovni del ali pa agrarno-ekonomski, ne? In je res ta poglobitev, ne, v bistvu probleme, s katerimi se ukvarjamo, izjemno dragocena in koristna. Zdaj se drugače raziskovalno ukvarjam predvsem z področjem varstva narave, z, bom rekla, družbenega, pa tudi ekonomskega vidika. In meni je bila seveda ta knjiga, me je nagovorila predvsem iz tega stališča. To je bil tudi moj motiv k branju in je absolutno pomemben motiv tudi za smislimo, in bo absolutno moje priporočilo tudi za rekla, vse kolege, ki delujejo na tem področju, se pravi specifično v naravovarstvu, pa tudi seveda v recimo agronomskem, se pravi recimo v kmetijskem sektorju širše. Zdaj seveda Žiga to zelo lepo v bistvu povzema v uvodu, res se mi impresionira, tako sem že rekla, danes zjutraj, ko smo začeli, mislim, da smo začeli, kako v bistvu impresionirana sem tudi nad, bom rekla, širino virov, Žiga absolutno demonstrira to, kako pomembno je iti svojega silosa, če lahko temu tako rečem, in citira noter, pravzaprav je kup poročil, virov in tako naprej, ki pravzaprav bi se človek mislil, da jih poznamo samo mi v našem silosu, tako da je to res impresivno, ko ceniš, ko pravzaprav ljudje pogledajo čez naše vrtičke, ki jih vsak tako zelo rad neguje v znanosti. In to tukaj potem tudi nastaja ta dodana vrednost. Zdaj, v čem imamo danes problema? Že ga torej, kot rečeno, to v uvodu že zelo lepo v bistvu odpira, se pravi, polnaravna travišča nekako v Evropi veljajo kot med najbolj ogroženimi življenjskimi okolji oziroma habitatnimi tipi sploh, se pravi, tudi po zadnjem poročilu Evropske agencije za okolje. In kot tudi je navedeno v sami knjigi, recimo v določenih evropskih državah ali pa regijah, govorimo o 90 in več odstotkih zmanjšanja površin, recimo različnih habitatnih tipov polnaravnih travišč. Se pravi, če se samo za hip ustavimo pri temu podatku in si predstavljamo pogled na neko krajino, ki smo jo mogoče danes vajni, ali pa je gledam ta naša generacija, je ta krajina bistveno drugačna, kot je bila mogoče še 100 let nazaj, enostavno, ali pa še doda 30 let nazaj. Tako da gre za izjemno spremembo, pravzaprav tudi z vidika neke zgodovinske izkušnje, ali pa izkušnje tega, kaj je vsaka generacija, v bistvu, kaj je okolje, v katerem odrašča. Zdaj seveda v Sloveniji na prelomu tisočletja vendarle smo pričakali to, torej tam okrog leta 2000, v nekoliko, bom rekla, boljšem stanju, se pravi, delež ohranjenosti recimo teh polnaravnih travišč je bil v tem delu Evrope seveda bistveno boljši kot recimo na zahodu ali pa v srednjem delu Evrope recimo, ampak kljub temu se to izrazito hitro spremenilo v zadnjih 30 letih. Domnevamo, da predvsem zaradi Slovenijo konkretno zaradi v dveh obdobjih je bilo verjetno ta sprememba najpomembnejša, mislim, največja, predvsem verjetno tesno povezano z kmetijsko politiko v tistih specifičnih obdobjih. Torej, eno obdobje je bilo recimo prva polovica sredine 90-ih let, se pravi, to je bilo obdobje liberalizacije trgov, po drugi strani izrazite zaščite proizvajalcev v Sloveniji, zato prvo samostojno slovensko kmetijsko politiko. Drugo pomembno obdobje pa je to ta čas okrog pristopa Slovenije k Evropski uniji in prevzema skupne kmetijske politike, ki je seveda v slovensko kmetijstvo pripeljala
neprimerljivo večjo količino, bom rekla, javnega proračunskih podpor, kot morda kadarkoli v preteklosti. Zdaj, kaj to seveda pomenilo, je, da so ti ukrepi, bom rekla, verjetno pomembno vplivali na same odločitve kmetij, na sam razvoj sektorja. Po eni strani so bile spodbude, še posebej v Sloveniji, v obeh obdobjih zelo usmerjene predvsem v razvoj govedorejskih in mlečnih kmetij v smeri intenzifikacije. Se pravi, govorimo o proizvodno vezanih podporah v 90-ih letih, potem v času prehoda v nastopa v Evropski uniji so takratni odločevalci nekako izbrali model neposrednih plačil, ki imel to tako imenovano zgodovinsko vezanost zelo močno, se pravi kmetije, ki so že v 90-ih letih v bistvu prejemale več podpor, so jih potem tudi dobršen del časa po pristopu k Evropski uniji. Zakaj to povzročilo? Po eni strani te kmetije se pravi prejemajo bistveno večja plačila, tudi investicijske podpore, kar seveda spodbudi, bom rekla, razvojni cikl, investiranje, torej spremembe kmetijskih praks, dvig produktivnosti in v bistvu nekako približevanje, recimo, hitrejše, kot kadarkoli prej, recimo nekim trendom, ki smo jih vajeni bolj iz Zahodne Evrope. Se pravi, danes, če gledamo slovensko kmetijstvo, seveda je še vedno zaradi čisto zgodovinskega razvoja, posebej v prejšnjem stoletju, še vedno relativno specifično, tudi po sami strukturi, imamo zelo veliko mehkih kmetij, ampak vendarle govoriti o neki posebni ohranjenosti slovenske narave je žal v zadnjih 30 letih postalo malo težko, ker pač podatki kažejo, da temu žal ni več tako in v bistvu smo, kar se trendov tiče, vse precej usklajeni s preostalim delom Evrope. Druga zanimiva stvar, recimo, ki pa mu da en primer, da dam, ki recimo kažejo, kaj se v tem času dogajalo. Recimo ravno nedavno so kolegi objavili eno študijo, namreč virov, ki torej podatkovnih nizov v Sloveniji, kar se tiče biodiverzitete, žal nimamo tako dobrih, kot jih imajo recimo marsikje v Zahodnji Evropi, kot je recimo v Velika Britanija, tak eklatanten primer, ne samo zaradi dolgih nizov monitoringov, ki so jih izpostavili že recimo v 60-ih letih, nekatere že prej, in seveda so lahko ta cel proces intenzifikacije dejansko imajo zabeležen s podatki. Poleg tega pa seveda naše to zgodovino nekako spremljanja naravne dediščine že veliko prej in seveda je to lažje pokazati, ampak v Sloveniji kljub temu imamo nekaj podatkov, recimo tam od 90-ih let dalje, ki so ujeli recimo to dogajanje, ki sem ga zdaj opisala, da mogoče samo malo prikažemo, recimo populacija rjavega svetkoperja, to je ena vrsta ptice, ki je vezana na tako mozaično ekstenzivno krajino, tudi take ekstenzivno rabljene travnike. V Šturmovcih, se pravi Štajerska, Dravsko-Ptujsko polje, v obdobju od leta 1992 do leta 1924 upade za 52%, torej njihova številčnost. In ko so kolegi recimo analizirali, se pravi, v čem je bil razlog, in v bistvu pokazali, da gre za povezavo z spremembami rabetal, torej po eni strani povečanje zaraščenosti, povečanje njiv in v bistvu zmanjšanja, tretji dejavnik zmanjšanja v bistvu površine traviščine. Se pravi, tudi bom rekla z vidika biodiverzitete te podatke, bom rekla, imamo. Zdaj, bolj nazaj, pa pravzaprav se recimo biologi, naravovarstveniki ravno zaradi tega pomanjkanja podatkov raziskav ponavadi ne oziramo. Se pravi, zelo malo je v tem znanega, zelo malo je glede tega tudi predmet pravzaprav nekih razprav, in razen morda nekih sporadičnih recimo podatkov,
recimo iz teh zgodnjih avtorjev, recimo naravoslovcev v Sloveniji, recimo en tak primer, ki kaže to, kar sem prej povedala, da je krajina, ki jo danes gledamo in imamo njeno, bom rekla, izkušnjo, osebno popolnoma drugačna, pravzaprav od mogoče še 100 let nazaj. Recimo en avtor iz okolice Maribora v prelomu v 20. stoletje, Otmar Reiser, piše, spravi popisuje tamkaj prisotne vrste ptice, in naprimer navede med drugim, da so bile južne pustovke pogostejše od navadnih. Zdaj, tisti, ki ste v ornitologiji, poznate ptice, morda veste, o čem govorim, ampak južna pustovka je ena vrsta ptice, ki je v Sloveniji v bistvu izumrla v 90. letih. Imamo zadnjih izdečih var na Ljubljanskem barju, danes lahko vidimo samo navadno pustovko. In ta vrsta južne pustovke je v bistvu tak je izumrla, se pravi, se pretežno prehranjuje s temi velikimi vrstami kobilic, ki so značile prav za take vrste, take travnike, o katerih recimo danes govorimo. Se pravi, torej neka fauna, ki je bila v Sloveniji prisotna in vrste, ki jih danes recimo obravnavamo v naravovarstvu kot redke, ogrožene in tako naprej, so bili v bistvu 100 let nazaj mogoče marsikatera splošno razširjena in v bistvu pogosta vrsta. Tako da ta pogled, ko se čisto razumevanje pravzaprav konteksta in sprememb je izjemno dragocen v tem smislu, da se zavedamo pravzaprav po eni strani, kaj smo izgubili, pa tudi tega, da ko se pogovarjamo o recimo nekih sodobnih vprašanjih, ciljih varstva narave, koliko želimo česa, kje ohraniti in tako naprej, kaj imamo v mislih z ohranjeno naravo. Vemo, da neka kolektivnost ideja je predstav tudi znotraj stroke je v bistvu zelo pomembno, se pravi dostop do znanja, ki ga kot stroka imamo in s tem delom se mi zdi prav specifično za Slovenijo prišlo znanje, ki ga pravzaprav do zdaj nismo imeli in je res priporočam do branja, ker se nam pravzaprav odpre nek čist nov svet ali pa razumevanje dogajanja. Druga velika recimo motivacija, ki jo vidim, zakaj odpreti to knjigo in se v bistvu poglobiti v zgodovinske vidike upravljanja skladišči, pa je zelo praktično, se pravi v varstvu narave. Eden od ključnih izzivov, s katerimi se srečujemo, je v bistvu tudi vprašanje, kako s temi travišči upravljati danes. Zdaj, po eni strani je izziv ta, da se je znanje, ko so že moji kolegi omenila, med generacijami dejansko izgubilo, se pravi, sploh govorimo o kakih specifičnih življenjskih okoljih, kjer je recimo sploh na območjih, kjer je prišlo do opuščanja rabe ali pa zaradi recimo nekih sprememb kmetijske politike so bila obdobja, ko se nekaj desetletij morda neko območje ni rabilo ali pa ni rabilo na tak način. Danes pa ponovno razmišljamo o taki rabi. In seveda je zelo pomembno vprašanje, s kakšnimi praksami pravzaprav takšne habitate ustvariš. In tukaj je ta zgodovinski pogled izjemno pomemben. In hkrati seveda s tem, ko vidimo, kako je bilo to, bom rekla, upravljeno v preteklosti, lahko seveda potem tudi razmišljamo, kako te prakse v bistvu uvajati na kmetije nazaj, seveda sodobno mehanizacijo, sodobnimi pristopi in tako naprej, ukolikor in kje je seveda to možno. Jasno, kot kmetje radi rečejo, na roke pač ne bomo šli nazaj posika, to je verjetno res iluzorno pričakovati, ampak je to tudi marsičem lahko malo pavšalna trditev in ne velja za povsod. Se pravi, potenciali so na različnih območjih, seveda tudi za različne sodobne prakse, s katerimi lahko tradicionalno rabo morda ohranimo.
toliko, no, sem si jaz zapisala, gre se, zahvaljujem za to delo. Kolegi so rekli, da je težko branje, jaz bom rekla, težko branje zato, ker je knjiga težka, drugače pa ni težko branje, se pravi, to je res tudi izjemno lepo napisano delo, lepo berljivo in prav užitek brati. Tako da, hvala lepa. Tudi vrna kraljica Tanja Šumrada in zdaj verjamem, da se vi ogrevate, ampak niste še na vrsti. Zaključno besedo bomo dali geografinji doktorici Jelni Potočnik Slavič. Morda za eno pobudo vabilom, da aktualizirate, kot so nekateri že večkrat nakazali, ampak da pravzaprav pogledamo pa današnji oziroma prihodnji čas. Seveda je najbolj nehvaležno biti zadnji ali zadnja, ampak jaz sem pa vesela, da sem zadnja. Zakaj? Ker sem bila skoraj prva, ki sem februarja to knjigo dobila in mene pa ni ničemer presenetila. Namreč Žiga poznam, ker je bil moj študent in ker je zadnjih 9 let, kadar sva se na hodniku in na stopnišču Filozofske fakultete ali pri parkiranju najnih biciklov na notranjem dvorišču Filozofske fakultete, ko sva se srečala, je bila vedno razprava o tej knjigi. Irma, kaj pa misliš, da je tole? Kako bi pa to razložila? Zdaj sem pa najdel neko novo enoto in nek nov dokaz v tej in oni drugi dve knjigi. Zato mene obseg ne preseneča, vsebina me pa navdušuje, tako kot tudi vse ostale. Jaz bom pa drugače rekla, mene pa ta knjiga težka za branje. Namreč, zakaj? Ko se poglobiš v to knjigo, in jaz sem poleg geografije študirala tudi zgodovino in je bila agrarna zgodovina zelena iz leta 70 pred mojim rojstvom, seveda osnovno branje. In je bila že takrat naporna. Ne? Ampak, ko sem pa tole Žigovo začela brati, je bila pa še bolj naporna kot tista prejšnja. Namreč, zakaj? Jaz berem počasi in berem zelo podrobno. In imam še malo tiste zgodovinske rutine, da berem seveda tudi vse opombe. Ne? In jaz berem Žigovo stran zelo dolgo časa. Tako da zame je to branje naporno, vendar ko se prebijam čez to rutino in ko potegnem ven sporočilo, je pa to nagrada, predvsem najprej zame, ker sem se nekaj novega naučila in vse spoštovanje avtorju, ki je uspel, da bi pa rekla nekaj, mogoče boste rekli, da pretiravam, ampak jaz mislim, da ne. Zato je polihistorsko delo človeka, ki živi ali bo živel v večini 21. stoletja. In mislim, da moramo tudi s takim odnosom do njegovega dela pravzaprav k tej knjigi pristopati. Zdaj, pravzaprav, ko sem knjigo dobila februarja in potem še seveda PDF, mi je najprej vodil pravi geografski in raziskovalni firbec. Namreč, kako mu bo za vraga uspelo tako dolgo časovno obdobje strati na 1000 strani, hkrati pa odgovoriti na nekaj, kar danes prodajamo kot suho zlato, vrstno bogati travniki, biopestrost itd. Kako bo Žigu to uspelo? In ko sem se prebila čez ta material, sem pravzaprav ugotovila, da njegova glavna karta so bile ravno te interakcije. In s temi interakcijami ti je uspelo. Ampak zdaj jaz sem seveda spet gledala svojega vidika, ostali ste bolj gledali kmetijsko, zgodovinski vidik, jaz sem pa gledala kmetijstvo in razvoj podeželja. Ker tudi samo kmetije so del nekega živega tkiva, ki mu rečemo podeželje. In tukaj sem ugotovila, da je konceptualno pravzaprav ne Žiga uporabil Lefebvrov trozložni model, ki ga je Halfotri nadgradil. In kaj je pravzaprav v tem trozložnem modelu, v tem trikotniku Žiga obravnaval? Vse skozi je postavljal v spredje kmeta z njegovo prakso, ki se menja čez različne časovna obdobja. Potem je ob bok postavil, kar je tudi kolega Štukec povedal in Tanja zdaj zelo lepo razložila, ta uradni normativ, ki določa razvoj nekega kmetijstva in si ga lepo čez čas spremljal. In tretja stvar, ki sem jo jaz noter videla, je pa Žiga zelo na
lep način uperjal življenje vsakdanjega človeka v različnih časovnih obdobjih. Kako je ta človek dojemal travnik, kako je dojemal pozebe, kako je dojemal povodnik, kaj se je dogajalo z njegovim kmetovanjem. In pravzaprav s tem je doživel oziroma poskušal prikazati miselni konstrukt ljudi, za katere je dobil vire v tistem obdobju. Tako da z vidika koncepta, jaz mislim, da je živel koncept res ne samo inter, ampak transdisciplinaren in moram zato korajžo, da se je tega lotil in da je dosegel s temi interakcijami take rezultate, res samo čestita. Zdaj, druga stvar, ki je most med mojimi tremi zadevami, ki jih želim z vami deliti, je pa pravzaprav, kje sem v tem trikotniku, ki sem ga omenila, nahajam jaz, da boste razumeli moje pripombe. Moj mikrokozmos so bile merjašice, to je pač toponim za moje območje in moj mikrokozmos se je dobrih 10 let gibal med Podlipnikovim travnikom, med Hrvatovim travnikom, ki jo je učevala Milica, tam je Domrske, in med Lebnovo gmajno in reguliranim Šenčurskim potokom, ki pa je še imel kačje pastire in tako dalje. Seveda nisem s svojim dojemanjem travnikom zdaj v tvojem svetu višjih nadmorskih višin, ampak sem na nižjih nadmorskih višinah, na območju Kranjskega polja, ki pa je v toku mojega življenja, niti ne Tanja 100 let, še jih nimam, ampak doživel tako spremembo najprej s prvimi silosi, ki so se pojavili, ki so nas otroke prepodili z teh travnikov, ker predhodno smo se lahko igrali v travah, ki so nam segli čez glavo. Seveda smo hitro pobegnili pred kmetom, ki je šel kositi tisti dan, ampak mi smo imeli hiše v teh travnikih in barve in vse okusi žive jih je danes lepo razložil. Ko je prišel prvi silos, se je to zmanjšalo, mleko je začelo smrdeti in smo začeli iskati mleko še pri tisti Lebnovi kmetiji, ki pa še imela ta travnik. In danes ta travnik so moji novi sosedje, gozda ni več, ker je tam zaklonišče in novo naselje. Na obeh travnikih, ki sem jih imenovala, imam nove sosede, nekaj tu žlahte, ker je pa nas nekaj normalno. Mejice je pa zamenjal Red Robin, neko to stvar. In toliko sem jo zgubila, pa nimam še toliko let. In z tega vidika sem tudi brala to tvojo knjigo. In moja naloga je pa, ta je tretja, zadnja, poanta, ki jo želim z vami deliti, kaj pravzaprav za naprej. Zdaj, nekako izhajam iz, recimo, Robinsona, ki ga, jaz sem agrarni geograf, nekako jemljamo kot postulat raziskovalca, ki ima res neko višino in širino. Nekje smo v obdobju verjetno neoproduktivizma. Če smo nekaj časa smelo govorili o postproduktivizmu, mislim, da smo se premaknili zelo intenzivno v intenzivne proizvodne pokrajine, ki pa so danes dobile nek ščepec nečesa neo. In ta neo bi zdaj rada povezala s tvojo knjigo in s tvojimi vrstno bogatimi travniki. Zdaj, 5 značilnosti mislim, da ima ta neoproduktivnost v prihodnosti. Prva stvar, ki te tudi zelo dobro povezuje s tvojo knjigo, je ta okoljska ozaveščenost. Ta okoljska ozaveščenost se pojavlja, vendar moramo reči, da v kmetijstvu, ki ima tako visoke outpute, kot jih nekje pričakujemo, in današnje različne trajnostne kmetijske prakse pravzaprav pomenijo, da ob visokem outputu se pojavljajo poizkusi, da te visoke outpute dosegli na nekoliko okolju prijaznejši način. In te reforme kmetijske politike bolj vključujejo pogosto ideje o trajnosti, kar je pa v osnovi nek produktivistični kmetijski sistem. In Robinson pravi, da pravzaprav rešitev povezava to, kar ti predlagaš in v kar gre sistem, so mogoče neki tehnocentrični napori, da bi se kmetovalo bolj trajnostno, manjša poraba vode,
večja biopestrost flore in favne. Zdaj, to je ta prva stvar, okoljska razsežnost, to se pravi, govorimo veliko, s figo v žepu pogosto, relativno malo se nam premakne. Druga stvar, mislim, da je ključna zadeva, da je kmetijstvo na nek način poklic, ki ga kmet dojema, ampak mora imeti to kmetijstvo za njega neko veljavo, nek pomen. In večinoma, to, ki je Tanja lepo rekla, je kmetova predstava o poklicu taka, da je to proizvodna hrane, kjer upravljam z zemljiščem za proizvodno hrane, moram zemljišče narediti tako, da bo uporabno za kmetijstvo in zraven mora biti še podjeten. Ugotovili pa smo, da veliko tistih kmetov, ki grejo v to smer praks in odgovornosti, ki jih Žiga predstavlja, so to kmetje bolj življenjskega stila ali pa kmetje, njih pa toliko kmetov iz priložnosti, ampak bolj so to kmetje, ki tako razmišljajo. To nas je Ilberville že leta 1978 opozoril, da moramo raziskovalci mnogo bolj, tudi kmetje, njihovo razmišljanje, dojemanje njihovega poklica vključevati v naše delo. Tretja stvar, ki je ključno pri implementaciji tega v neoproduktivizmu, pa je, kako je kmetijstvo organizirano. Vidimo, da pravzaprav imamo ta dualizem, ko nam je Tanja lepo razložila, kako je v samostojni Sloveniji šla pot v smeri kmetij z velikimi kapitalskimi vložki in na drugi strani majhne, še samooskrbne ali pa tudi majhne tržne kmetije, predvsem družinske kmetije. Te so stisnjene. Lucija sama to vsak dan zelo dobro ve, kako je pravzaprav z veliko znanja, z veliko korajže, pa tudi z veliko rizika tekmovati ob takih praksah in pravzaprav prideti na trg. In tukaj je, mislim, da je eno ključnih sporočil v Žigovi knjigi, praksa, ki jo zelo podrobno razlagaš, to je alge, veriga semenega mleka. In mislim, da te kolektivne prakse, ki so da samo rahlo omenjene danes, so mogoče tiste, ki spet omogočajo recimo razvoj tega, kar ti razlagaš, v nekem novem sistemu. Sam še dve stvari. Četrta stvar so regulatorni sistemi. V prihodnje vidimo, da smo tudi, kot nam recimo komentirajo nekateri bolj eminentni od Vulca naprej, so delno uspešni. Tanja nam je tudi nekaj stvari povedala, tako kot glede oblikovanja politik, glede tudi načrtovanja prostora, kar nas je Barbara tudi upozorila. In še peta stvar, ki pa zadnjih 15 let bolj postaja očitna, pa je, da se seveda na kmetijski prostor umešča seveda gojenje neprehranskih poljščin, predvsem z vidika biogoriv. Ta na prvi pogled sicer mogoče prispevajo k okoljski trajnosti, vendar njihov gospodarski in družbeni vpliv je pa seveda lahko zelo, zelo vprašljiv. Tako da nekako to bogatstvo, ki ga je Žiga delil z nami, v tej konstelaciji, kot se nam zdaj ta neoproduktivizem kaže, bo imel kar težke bitke. Ne bom rekla, da tudi v preteklosti tega ni bilo. Žiga nam je dokazal, da nikoli ni bilo lahko, ampak mogoče s temi 5 primeri, ki sem jih nekje nakazala, ki pa jih je mogoče doseči z opolnomočenimi kmeti, z zelo jasno politiko, dostakrat tudi mečko naproti vetru, bi se pa verjetno kakšen procent te 1000 strani dolge knjige dalo spraviti tudi v prakso. Želim vam manj naporno branje, kot je to za mene bilo, ampak mislim pa, da bo vam lahko v veliko spodbudo, mogoče tudi pri vaših domačih kmetijskih praksah, pri praksah samooskrbnega kmetijstva na podeželju in tudi širše. Žiga, ponosna sem, da sva se srečevala na vseh 3 lokacijah na Filozofski fakulteti, vendar pogrešam pa eno stvar, ki jo danes še noben ni rekel, želim si prevoda v slovenski jezik. Da bi o teh praksah lahko
širše brali, tudi slovenska publika, ki mislim, da je ni malo, ki bi jo odgovornost do njihovega kraja, prostora, do njihove kmetijske pokrajine zanimala. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bom šla pa namenoma na to stran. Namreč uradni del se je zaključil, jaz